povedala danes otrokom? Joj, Meta, ne vem. Čakaj, da premislim. Ja, hitro, sigurno naj že čakajo. Povejva jim, da jih pogrešava. Ja, to pa jih res. Pa še kaj? Mogoče je tisto prigodo z Atijevim avtom? Ja, Meta, ta bo dobra. Meta, kamera je že vklopljena, Meta, no, oziroma ves čas je bila vklopljena, torej naj jo že gledajo, Meta. Kaj res? Ojoj, čakaj, da se malo popravim. Si? Ja. Dobro jutro. Dobro jutro. Kot ste že slišali, vas vse že močno pogrešava. In danes sva zopet z vami, pridružite se nama pri pesmi in najinem klepetu. Ja. Super Jezusov sem, vsak dan hodim z njim. Super Jezusov sem, vsak dan hodim z njim. Ponedeljek, torek, sredo, četrtek, petek, soboto in nedeljo, vsak dan Jezusu pripadam, njegov sem. Super Jezusov sem, vsak dan hodim z njim. Super Jezusov sem, vsak dan hodim z njim. Ponedeljek, torek, sredo, četrtek, petek, soboto in nedeljo, vsak dan Jezusu pripadam, njegov sem. Ponedeljek, torek, sredo, četrtek, petek, soboto in nedeljo, vsak dan Jezusu pripadam, njegov sem. Ej, Oli, a si bil že kdaj česa obtožen po krivem? Nekajkrat sem bil, ja. S sošolci smo se prepirali in potem sta se začela dva pretepati. Bum, bum, bum. Jaz pa sem ju želel spraviti narazen. Ko je prišla učiteljica, je mislila, da sem jaz povzročil pretep, ker sem bil na sredini, a veš. Na koncu sem bil itak vsega jaz kriv. Ja. Jav, kako bedno. Veš, ker meni se je podobno zgodilo. Pisali smo test iz matematike včeraj. Ko mi je Leja nekaj šepetala, je učiteljica mislila, da goljufam. Ampak res nisem. In sem bila tako jezna in žalostna. No, pa je učiteljica ugotovila, da nisi kriva, Meta? Ne, ravno to me je najbolj razjezilo. Ker sem se želela takrat zagovarjati, pa me ni poslušala. Me je kar poslala iz razreda. No, ampak je danes videla, da sem pisala dobro oceno in da sploh nisem goljufala. Upam, da mi sedaj verjame. Ej, kako si se ti počutil, ko si bil obtožen po krivem? Joj, jezen sem bil valjda in žalosten. Ker nisem bil kriv, a veš. Saj vem, da včasih storim kakšno napako, ampak takrat sem želel le najbolje. Te popolnoma razumem. Grozen občutek je to. Ja, Meta, zanimivo, da si me vprašala o tem, ker veš, ravno včeraj sem bral zgodbo, ki govori na to temo. Ti povem? Ja, prosim. Veš, takrat, ko so se veliki duhovniki in starešine odločile, da bodo Jezusa usmrtili, so tudi njega po nedolžnem obtožili. A res? Ja, Jezusa so zvezali in pripeljali pred Pilata. In potem
so ga ti verski voditelji obtoževali vsega mogočega. Pa tudi množica je želela, da ga usmrtijo in da izpustijo Barabo, ki pa je storil hude stvari. In čeprav Jezus ni naredil nobenega zločina, nič hudega ni želel storiti ljudem, so govorili, da je on kriv vsega. Kaj misliš? Kako se je Jezus odzval? Ja, ne vem, jaz bi bila zelo jezna na njih. Verjetno bi v jezi kaj zakričala in jim rekla, naj prenehajo. Kaj se sploh grejo, da take govorijo? Oli, Jezus ni kričal na njih, kaj ne? Ne, res ni. Ko sem bral to zgodbo, me je ravno to začudilo in šokiralo. Jezus je bil tiho, sploh ni nič govoril. Wow, kako modro. Ja, to sem se naučil tudi za svoje življenje. Predvsem to, da naj odreagiram kot Jezus in v trenutku svoje jeze in žalosti raje včasih ostanem tiho. Kot se derem ali povzročam še večji nemir, a veš. Dobro, da si mi to povedal. Bom premislila o tem, ker časih se tudi jaz trenutku jeze grdo obnašam do nekoga. Drugič bom raje nekajkrat vdihnila in se spomnila na to zgodbo. Dobra odločitev, Meta. Tudi jaz. In v nadaljevanju te zgodbe so Jezusa še dalje zasmehovali in še več pljuvali so ga. Se norčevali iz njega in tako naprej. Kaj? Kako grozno, ubogi Jezus! Kako je lahko vse to sploh prenašal? Samo en odgovor je na to. Zato, ker nas je ljubil. Zato je prenašal vso to bolečino in zasmehovanje. Bog ga je poslal, da nas odreši. Meta, poznaš mojo sošolko Cveto? Ja, seveda. Tista z očali? Ja, tudi na njo sem se spomnil ob tej zgodbi. Ker ima očala, jo toliko sošolcev in sošolk zasmehuje. Govorijo ji, da je čudna, pa da ima okrogla in grda očala, pa da ji je ime Cveta. Zelo so nesramni do nje. Ja, sem videla, da je ponavadi sama in nima družbe. Nisem pa vedela, da se tudi norčujejo iz nje. Kako grdo! Je pa tudi v našem razredu veliko tega, norčevanja ali pa primerjanja, kdo je boljši, lepši, pametnejši. Vedno se opomnim, da to ni prav. Ja, jaz tudi. Ko sem videl, kako so Jezusa zasmehovali, sem se spomnil, kako grozno se verjetno počuti tudi Cveta in drugi otroci, iz katerih se norčujejo. Ja, dobro, da si to opazil. Sigurno boš sedaj bolj prijazen do nje. Bom, seveda, ker Jezus ne želi, da smo nesramni, a veš, da nismo nesramni do drugih, ampak da jih imamo tudi radi. Tako kot on nas. Ja, in da naša identiteta niso stvari, ki jih drugi govorijo o nas, in besede, s katerimi se norčujejo iz nas ali drugih, ampak se moramo spomniti, da smo Božji otroci in je Oče kralj, če verujemo Jezusu. Tako je. In Jezus je res šel vse to skozi, čeprav je bil nedolžen. Grdo so se obnašali do njega,
No, pravzaprav kruto. Mi smo včasih krivi. No, jaz sem, priznam. On pa ni bil nič kriv in si ni zaslužil. Kljub temu, da bi lahko naredil karkoli proti ljudem, je trpel zaradi nas in bil zasramovan. Pred vsemi. Hvala Jezusu za njegovo ljubezen, ko je trpel namesto mene. In hvala njemu, da mi je zaradi svojega trpljenja na križu in vstajenja omogočil večno življenje z njim v nebesih. Amen, Meta. Kako velika ljubezen je to. In če si predstavljaš, skozi kakšne stiske je šel. In ja, čeprav je bil kralj, se je ponižal in z ljubeznijo do nas vse to prenesel. Si predstavljaš, kakšne stiske so to? Ja, res, ja. Hvaležna sem mu za to, da me uči, kako živeti in kako se odzvati na situacijo in obnašati do drugih. Otroci, danes ste skupaj z nama lahko videli, da je tudi Jezus bil po krivem obtožen, tako kot smo včasih mi vsi. In takrat smo žalostni. Ja, več se bomo o tem pogovarjali danes na Zoomu. Se vidimo, lepo bodite do takrat. Jezusu